Branko Soban. Slabe vlade volijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve, je nekoč dejal Winston Churchill. In ta vlada, ki jo imamo danes, je slaba vlada. Tako slabe in nesposobne vlade Slovenija pravzaprav še ni imela. Sestavljajo jo teologi, obramboslovci, učitelji predvojaške vzgoje, policisti, lobisti, ki poslovnežem svetujejo, naj ne plačujejo davkov in ki sodnikom grozijo, da jim bodo zdrobili jajca. Za vse napake pa krivdo po avtokratski logiki žanra vedno zvračajo na druge. Tudi na neodvisne medije, ki jih želijo spremeniti v trobila svoje partije. Zdajšnja oblast hoče, da jo ljubimo, sama pa te ljubezni ne vrača, ampak nas raje psuje, zmerja, ponižuje in pošilja v polje. In kar po vrsti odstavlja kadre, ki niso njihove barve. V teh dneh denimo padajo glave v energetiki, jutri bodo še kje drugje. V takšnem režimu je vsak uradnik odgovoren za ohranjanje pozicij zdajšnje nomenklature. Zato je onemogočanje volje ljudstva in opozicije v bistvu naloga, ki se nikoli ne spreminja. Menja se pravzaprav le način, kako se to počne. V avtokratskih režimih vse brutalneje uporabljajo metodo Ockhamove britve po skolastičnem filozofu Williamu iz Ockhama, ki poreže in odstrani vse, kar je odvečen na poti. Politolog Stanislav Belkovski temu pravi primitivizem sekire in režim gre zdaj, kot trdi, prav v to smer. V smer vse bolj primitivne in agresivne politike, ki jo vedno bolj drastično in surovo po svoje občutimo tudi tu na slovenskih tleh. Pandemija je naravnost dramatično spremenila demokratični atlas sveta. Vse večje držav, ki so si v minulih 2 letih nadela nova avtokratska oblačila. Virus je bil kot ustvarjen za avtokrate in diktatorje. Skriti pod masko izvoljenih predstavnikov ljudstva so krizo z neznosno lahkostjo izkoristili za utrjevanje lastne moči. Poročilo VDEM inštituta pri Univerzi v Göteborgu na Švedskem denimo opozarja, da v avtokraciji danes živi že 68% svetovnega prebivalstva. Petina več kot pred 10 leti. V švedskem inštitutu opozarjajo, da smo sredi 3. svetovnega vala avtokratizacije v svetu. Ta val je popolnoma izničil navdušujoči pohod demokratizacije po padcu Berlinskega zidu. Avtokrati danes vladajo z dekreti, kar je v popolnem nasprotju z načelom delitve oblasti. Izvršna oblast si v demokraciji ne sme prilaščati pristojnosti zakonodajne in sodne veje. To je seveda grobo teptanje ustave.
Kot slab primer vladanja z odloki že omenjeni švedski inštitut še posebej izpostavlja Madžarsko, Poljsko, Srbijo in tudi Slovenijo, ki je po ocenah inštituta vidno nazadovala. Tom Gerald Daly, direktor projekta COVID-DEM, ki analizira, kako je pandemija vplivala na demokracijo po svetu, takšnim voditeljem pravi avtokratski oportunisti. A kljub takšni uničujoči drži, omejevanju svoboščin in grobemu teptanju inštitucij se ni nobenemu avtokratu še nikjer prav nič zgodilo. Še vedno so na oblasti in še naprej udrihajo po tistih, ki kot slaba vest opozarjajo na njihove napake. Slavni argentinski pisatelj Jorge Luis Borges je nekoč zapisal, da diktatura prinaša krutost in zahteva lojalnost. Toda najhuje je, da hkrati z nasiljem rojeva tudi idiotizem. In tega je v teh strupenih časih v resnici na vseh ravneh odločno preveč. Zato je treba čim prej na volitve, da državo vrnemo ljudstvu, da jo vrnemo v demokratične okvire in v svobodo. Kdor misli, da volitve ne spreminjajo ničesar, se moti. Vsak glas šteje. Kdor torej ne gre na volitve, s tem v bistvu pristane na to, da v njegovem imenu avtokratsko odločajo drugi. Kar pa je v demokraciji seveda nedopustno in se tokrat ne sme zgoditi. Zmagati mora volja ljudstva.